Startup Studio. Prav lepo pozdravljeni, teden je naokrog, torek je tu in seveda naša oddaja Startup Studio. Odkrivamo in razkrivamo zanimive zgodbe startup podjetij, večinoma mladih deklet in fantov, ki so se podali na podjetniško pot, in tudi današnja zgodba bo izjemno zanimiva. Šli pa bomo v čebelji svet, ampak s kozmetiko seveda. V studiu prav lepo pozdravljam Rebeko Udvanc, ustanoviteljica živja podjetja Bizmetic. Lep pozdrav, Rebeka. Lep pozdrav. Ona pa ni iz naših logov, tako kot so bili dosedanji sogovorniki oziroma naši gosti, ampak se je pripeljala kar oddaleč. Od kod, Rebeka? Iz Otočca. Iz Otočca. Ja, je bila pot težka, naporna, veliko zastojev na cesti ali pač ne? Ne, je bilo kar pretočno, tako da slabi 2 uri pa sem bila tukaj. Ja, ampak ne prvič v Novi Gorici, ne? Ne, to pa ne. In to zato, ker je kot dijakinja že sodelovala na tekmovanju v podjetniških idejah mladih in takrat seveda tudi zmagala. O tem bomo govorili v nadaljevanju, ker je zagotovo zanimivo slišati, kakšna je ta podjetniška pot te mlade podjetnice, ki je zdaj študentka. Pa nam razkri še, kaj študiraš? Študiram pa biotehnologijo. Zdaj ravno končujem oziroma imam absolventsko leto in zaključujem svojim magisterskim delom. In kaj po je tvoje magistersko delo? Tema je v bistvu imunoterapija raka s CAR-T celicami. Aha, nam lahko poveš z malo bolj razumljivim besednjakom? Torej, vsak od nas ima v sebi tele imunske celice, ki se načeloma borijo in nas ohranjajo zdrave. CAR-T celice so majčkeno spremenjene. Te celice, ki se usmerjeno lahko bojujejo proti rakavim celicam, in jaz preverjam neke mehanizme s temi celicami, tako na kratko. Aha, torej uspešno ti želim, da magistriraš. Hvala. In da seveda to svoje znanje potem tudi podeliš in ga uporabiš, oziroma ga lahko uporabijo tudi tisti, ki ga bojo potrebovali. Hvala. Zdaj pa gremo k našemu startup podjetju, to je Bizmetic, čebelji proizvodi, torej iz čebeljih, kako bi rekli, kozmetika iz čebeljih proizvodov je to. Tako, ne predstavi nam to svoje podjetje na kratko. Ja, celotna ideja za našim podjetjem oziroma znamko je, da smo v kozmetiko vključili čebelje pridelke, kajti skoraj vsak se zaveda, kako dober je med, če ga uživamo. Marsikdo pa ne ve, koliko ima koristnih učinkov med tudi na našo kožo. Kajti kožo navlaži, ima antioksidativne lastnosti, deluje lahko protivnetno. In že stari Egipčani so uporabljali med za zdravljenje ran, pa tudi Kleopatra si je recimo delala kopeli iz medu zaradi tega, da je ohranjala svojo lepoto. In glede na njeno lepoto jo velja posnemati, bi rekla. Tako je. Ja. Skratka, to je kozmetika iz čebeljih, da rečem, proizvodov. Tako. Ja. Začelo se je vse že v dijaških letih, kot sem rekla prej. Ti si sodelovala s tvojo poslovno idejo, namreč Popri v organizaciji Primorskega tehnološkega parka že vrsto let, že 2 desetletji potekajo v Novi Gorici. Postali so že, najprej so bili to bolj v lokalnem okolju, zdaj so pa postali že tako rekoč mednarodno tekmovanje, in tam si s to svojo poslovno idejo zmagala, ne? Kaj pa je bila takrat ta poslovna ideja? V bistvu je bila zelo podobna, medena kozmetika. Takrat sva z eno sošolko najprej začeli prodajati te medene balzame, niti ne, ker bi bile navdušenke nad podjetništvom, ampak sem zaradi tega, da bi zaslužila neki ekstra denarja. Potem pa so naj v bistvu povabili na tale podjetniški krožek, ki smo ga imeli v gimnaziji, in v sklopu tega krožka sva se potem prijavili tudi na tole tekmovanje Popri. Prišli, videli, zmagali, ne? Tako. Nadaljujemo klepet v našem startup studiu z ustanoviteljico podjetja Rebeko Udvanc, podjetja Bizmetic, ne?
Povedala si, Rebeka, kako se je začelo v srednji šoli, v gimnaziji, zato da bi kaj zaslužile s svojo prijateljico, ampak to je bila čisto resna poslovna ideja, s katero sta seveda zmagali na tekmovanju v podjetniških idejah mladih. Je bilo to presenečenje, da sta zmagali? Ja, definitivno. Ker pri tem podjetniškem krožku ostali, ki so bili, so se pripravljali že skozi celo leto, midva sva pa potem šele na pomlad se pridružili in res v kratkem času spisali tisti poslovni načrt. In že, ko sva se uvrstili v finale med najboljših 10, sva se od veselja tako drli, da je moj oče prišel gor pogledat, kaj se dogaja. Pridni čebelici. Ja. Rebeka, seveda ta zmaga na Poprih vajo je peljala v Združene države Amerike oziroma v New York na to srečanje Genius Olympiad. Ja, res je. Ne? Za tiste, ki seveda morda ne vejo, ne poznajo, kaj pravzaprav je to, kakšen, ne vem, je to odskočna deska? Ja, v bistvu že samo tole tekmovanje Popri, da najprej začnem na začetku, je bila odskočna deska in kar je meni naredilo eno veliko razliko, je bilo to, da sem bila kar naenkrat obdana z ljudmi, ki so isto razmišljali kot jaz, so bili ambiciozni, so imeli ideje, niso se bali neuspeha. In tudi recimo tole vodstvo Primorskega tehnološkega parka je vedno mi stalo ob strani, mi pomagalo. Nekaj zelo dobrega je tudi to, da komisija da recimo neko mnenje in nasvete na vsako idejo, tako da smo tudi od njih slišali, kaj bi še lahko izboljšali, spremenili in tako dalje. Tako da tale tekmovanje potem v New Yorku je pa še en korak naprej. Ja, tam smo pa res potem dobile s tole sošolko potrditev, da je ideja prava, tam smo dosegle 2. mesto. In ja, dobiš tudi nekaj... To gre za svetovno merilo, ne? Tako je, to je svetovno tekmovanje, ki ima več različnih področji. Mi dve sva tekmovali na področju podjetništva in tudi tam sva spoznali marsikoga tako na mednarodnem področju, ki se s tem ukvarja, tako da je bila res zanimiva izkušnja. Rebeka, torej ta poslovna ideja pri Poprih, kaj sta takrat predstavljali, kaj sta imeli, kakšne izdelke, bom rekla? Takrat je bila tudi ideja medena kozmetika, sicer ni bilo še tega imena Bizmetik, takrat je bilo pod nekim drugim, ampak ja, sama ideja je bila ta, da bi podpirale lokalne čebelarje, od njih odkupovale tele čebelje izdelke in jih uporabljale v kozmetiki in tako reševale neke kožne težave ljudi. Potem pa je seveda ta poslovna ideja začela rasti, se plemenititi, bomo rekli, dobivala nove in nove dimenzije. Kdaj je pa prišlo do ustanovitve podjetja Bizmetik? To je bilo pa, jaz sem bila takrat v 2. letniku faksa, predtem sem malo dala na stran to idejo, zaradi tega, ker ja, sem začela s faksom in pride polno stvari, tudi nisem bila toliko prepričana, ljudje okoli mene so mi govorili, naj še počakam. Potem sem pa v bistvu na mail dobila povpraševanje od 2 butičnih ljubljanskih trgovinic, da bi rade na svoje police dodale našo medeno kozmetiko. In to je bil takrat zame znak, da moram nekaj narediti iz te ideje, ne? Da je dejansko potencial kljub, ne vem, močni konkurenci, je povpraševanje. In takrat sem potem zbrala ekipo in smo skupaj odprli podjetje. In začelo se je zares, bi rekli. Tako je. Na kratko, preden si poslušamo naslednjo glasbo, še razlaga imena Bizmetik. Ja, to je pa v bistvu sestavljanka 2 angleških besed, torej B-E-E kot čebela in pa izmetik, to je pa končnica iz cosmetics, to je pa tudi angleška beseda za kozmetiko, torej Bizmetik. Ja, tako, poznameno deklico, zelo prijetno deklico, ki je letos šla študirati in je ime Bi. A res? Ja. Rebeka, ti lahko rečem pridna čebelica. Seveda. Ja, ker govorimo o podjetništvu, ki se ukvarja s čebeljimi proizvodi in izdelki. Podjetje sta pravzaprav zdaj 2, ne? Ja. Ti in še tvoja kolegica. Tako, Maja. Maja, kaj pa ona študira, če smem vprašati? Oblikovanje tekstili in oblačil, nekaj tazga. Ne ena, ne druga niste šli v študij recimo farmacije, ja, ali pa podjetništva?
Ne, sva se kar držali nekih interesov še odprej, ker konec gimnazije nobena od naju še ni vedela, da bomo začeli sploh to pot, tako da sva Da boste šli tudi v podjetniške vode. Tako. Ja. Če govorimo, seveda o tem moramo nekako povedati, kaj vse počnete, kaj proizvajate, kaj delate, kaj ponujate trgu. Začeli ste z regenerativnim balzamom za ustnice, to je bil začetek, potem pa seveda nadgrajevali. Kaj vse zdaj ste že razvili, bom rekla? Tale klasika, potem smo, mislim, da najbolj znani bili, so tele 3 okusi medenih balzamov za ustnice, in sicer med, sivka in pa pomaranča. Potem smo leta 2020, glih, ko sem jaz diplomirala, hkrati je bilo vse to tisto poletje, smo na police postavili še vlažilni serum za obraz. To je v bistvu kot neka kremica, sem da ima bolj globinsko navlaži kožo, noter ima pa še med in propolis, tako da dodamo še neko dodano vrednost temu izdelku. Potem decembra imamo vsako leto tudi tele paketke v sodelovanju, torej kot naša tale zaveza pravi, da sodelujemo z takimi manjšimi čebelarji po Sloveniji. Smo se tudi letos povezali s čebelarstvom Mr. B in pa čebelarstvom Jere in skupaj ustvarjali take luštne darilne paketke, ki imajo noter recimo kremni med z liofiliziranim sadjem ali pa začimbami, potem medeno vino, pa povezali smo se tudi z eno ustvarjalko Voleska, ki pa izdeluje uhančke, recimo take lesene čebelice in podobno. Tako da vas vabim, da si ogledate na spletni strani tole ponudbo darilnih paketkov, kajti glih včeraj zvečer smo jih naložili gor. Potem pa kar urno, bi rekli, na splet. Rebeka, povezujete se z drugimi, seveda. To je v današnjem času nuja in tudi edino pravilno. Kaj meniš? Ja, mreženje je definitivno ena zelo pomembna stvar. In koliko imate nekako teh partnerjev povezovalnih? V bistvu sodelujemo. Mi smo začeli z lastno proizvodnjo, potem smo pa se v bistvu povezali s temi izkušenimi farmacevti, ki se prav ukvarjajo z naravno kozmetiko in sedaj skupaj z njimi razvijamo recepture. Tako da to so eni od naših partnerjev, sicer pa tudi ene na tisoče teh sodelov, ki je pa tele naše čebelice iz različnih lokalnih teh čebelarstev nam tudi pomagajo, da lahko pridemo do naših končnih proizvodov. Ko smo se pogovarjali predtem, seveda, sem te vprašala, kdo pravzaprav zastavi recepturo, kdo je tisti, ki, ne vem, reče, to bomo, v razvoj tega in tega bomo šli. Razvoj izdelkov imam jaz čez, poleg marketinga, tako da glih zdajle september je bil cel namenjen razvoju novih produktov in jaz naredim raziskavo, kaj si trg želi, po čem je povpraševanje, kaj jim manjka, in potem si nekako zastavim idejo o produktu. Ponavadi je to neka utopična ideja, za katero farmacevt reče, to pa ne bo šlo. Ampak smo potem vztrajni in po nekaj poskusih in veliko truda pridemo ponavadi do tega končne ideje. Mreženje v znanju je to, ne? Tako. Iščete pri farmacevtih in potem vidve s kolegico oziroma kolegico podjetnico pa sta tisti, ki se ukvarjata s podjetništvom v tem primeru. Ja. Ne? Podjetništvo, ne ena, ne druga ne študirali, ampak ali imate to v krvi ali kako? Kaj je to? Vaju je tako zagrabilo, ko ste ugotovili, da je podjetništvo lahko zelo tudi donosno konec koncev? Če sem iskrena, podjetništvo zame na začetku je imelo malo tak negativen prizvok. Se mi zdi, da če nekdo reče, ona je pa zelo podjetna, lahko se to sliši tako preračunljiva, mogoče malo arogantna, ne vem, nek tak negativen prizvok se mi zdi, da ima. In potem, ko sem se v bistvu vključila na tale podjetniški krožek, pa bila na tekmovanju Popri in bila v stiku z ljudmi in videla, da to res ni nič groznega, da je to ena ful dobra stvar, ki samo spodbuja
spodbuja to podjetno miselnost, ki pa je na kratko to, da namesto problemov vidimo izzive in rešitve. Tako ne ustrašimo se iti ven iz cone udobja. Prijetno pa pobožajo zagotovo tudi izdelki Vizmetik, start-up podjetja. Rebeka, rekla si, da si na začetku imela občutek, da je podjetništvo nekaj prej negativnega kot pozitivnega, potem pa si popolnoma spremenila svoje mnenje. Zakaj, kako? Ja, mislim, mogoče ne negativnega za vsakogar, ampak nisem si pa mislila, da je tu nekaj, s čimer bi se jaz hotela ukvarjati. Zdelo se mi je tako malo, ne vem, dolgočasno. Niti si nisem predstavljala, kaj točno to je. Bolj me je vleklo v naravoslovne vode. Potem pa, ko sem začela s tem se ukvarjati, brez da bi imela namen, sem bila nekako vržena noter in sem potem odkrila, koliko je to dejansko zakon, koliko je to eno tako delo, ki ni nikoli monotono, nikoli dolgočasno, vedno so novi izzivi, nove ljudi se spozna, tako da to mi je zelo všeč in pa ja, kot sem prej omenila, tale podjetni mindset, način razmišljanja, ki prav pride na vseh področjih življenja, tudi če na koncu recimo človek ni podjetnik, se mi zdi, da kjerkoli dela, je fajn razmišljati na ta način, da se ne ustraši nekih problemov, ampak na njih gleda kot na izzive, ne odlaša, ne ustraja v coni udobja, pač pa gre ven in sproba, tudi če na koncu ne rata, se namreč iz vsake stvari lahko nauči veliko stvari, spozna nove ljudi, dobi nove izkušnje, dobi na samozavesti in še in še. Ja. Ob vsem tem se mi seveda poraja vprašanje čebeljih izdelkov, je zelo veliko. Skratka, to je močna konkurenca, vsi stremijo za tem naravnim čebeljim in tako naprej. Zakaj pravzaprav sta se odločili, da gresta to pot, v to smer, ker tu ni enostavno, bi rekla, je veliko konkurence. Mogoče nas je glih to podžgalo, ker sva z Majo gledali na teh stojnicah, kaj te čebelari ponujajo in je bolj kot ne ena in ista ponudba, vedno imajo med, pa kakšen propolis, čebelji prah, medico, pa se pa počas konča, mogoče še kakšno svečo iz čebeljega voska. Torej, neke stvari večinoma za uživanje. Nismo pa opazili, da bi kdorkoli probal to vključevati v kozmetiko in povzdigati te sestavine na nek višji nivo. In mi je bilo prav žalostno, ker sem gledala kakšne oglase in reklame izdelkov, ki so se hvalili s tem, koliko imajo dobre sestavine, ne vem, nem prahu iz Afrike, medtem, ko imamo pa tlele na sosedovem travniku neke take močne sestavine, ki lahko glih tako ali pa še bolj prispevajo k zdravju kože. V začetku praviš, sta sami proizvajali, potem pa ugotovili, da to ne gre, ne? Ja, preveč je bilo vsega. Tu je tudi šlo za neko poslovno odločitev, ne? Ja, je bila kar ena taka odločitev, ja, ker smo mogli malo razmisliti takrat, kaj si želimo, ampak problem je, ker na začetku sva hoteli vse narediti same in sva si res naložile tuk stvari, pa še obe sva hkrati študirale in je bilo premalo ur v dnevu. In fokus sva imela razrešen na milijon različnih koncev, nobene stvari se pa nisva mogle zares lotiti in je konkretno narediti. Tako da sva potem ugotovili, da bova mogle dati kakšne stvari v roke komu drugmu, pa sva razmišljale tudi, da bi se usmerile v samo proizvodnjo, pa mogoče še za koga druga delale izdelke, ampak sva potem rekla, da ne, da rajš gradimo na lastni znamki, izdelkih, prepoznavnosti in sva se potem v to usmerile. Kar veliko teh start-upovcev gre v to smer, da pravzaprav raziskuje svojo poslovno idejo in nadgrajuje naprej, proizvodnjo pa prepušča drugim. Ampak ta proizvodnja teh izdelkov je tu v Sloveniji? Ja, seveda, ja. To ohranjamo in tudi še vedno seveda kupujemo med od teh lokalnih čebeljarjev in to potem uporabljamo v naši kozmetiki. Zagotovljeno, da je vse slovensko? Tako, narejeno v Sloveniji, ja. Narejeno v Sloveniji in tudi vsi, kot pravimo, sestavine so vse slovenske? Vse ne, ker niso vse dobavljive, ampak tele, torej med in osnovne sestavine, kar se da jih pa dobimo v Sloveniji, tako je. Rebeka,
Ti si se s podjetništvom seveda začela ukvarjati nekako v srednji šoli, nadaljevala v času študija, zdaj boš diplomirala. Kaj je ta obdobje srednje šole, kaj meniš ti? Seveda pri tebi se je to izkazalo kot dobro. Je pravi čas za začetek za podjetniško razmišljanje oziroma za čas za izzive na področju podjetništva? Jaz bi definitivno rekla, da ja, sicer tukaj so mnenja deljena, ker eni recimo pravijo, da je boljš po statistiki gledano, najbolj uspešna so tista podjetja, ki jih začnejo ljudje tam pri 30-40 letu starosti. Ampak jaz pa tako pravim, nič ni narobe, če začneš prej, zaradi tega, ker podjetništva se ne da naučiti iz knjig. Treba je iti sprobati in potem v živo si nabrati izkušnje in recimo tudi, če prva ali pa kjerkoli ideja ne uspe takoj, se še vseeno nabere toliko znanja, da bo potem večja verjetnost, da bo naslednja ideja bila uspešna. Poleg tega pa se mi zdi, da mladi nimamo takšnega tveganja, ker še vseeno, če imamo srečo, imamo v ozadju starše, ki nas finančno podpirajo, nimamo recimo nekega kredita, pa otrok, pa hiše, pa službe, ki bi mogli zdaj vse v bistvu tvegati, kaj bo, če podjetje nam ne uspe, kako bomo potem vse to financirali. V študentskih letih je pa tako, da itak imamo preveč časa, sploh če faks ni nek najtežji, pa se mi zdi res fajn, da namesto da se sem žura, da se ga investira v kaj tazga uporabnega, pa se nabere izkušnje, ki pridejo prav za naprej. Kaj bi svetovala, da nimo tistim svojim kolegom ali pa tistim, ki so bili kolegi, tistim, ki so zdaj v srednji šoli, če jim takole po glavi se vrtijo kakšne ideje, kaj bi jim svetovala? Da naj ne poslušajo tistih, ki dvomijo v njih, zaradi tega, ker to bi mene skoraj zaustavilo, da ne bi verjela dosti vase. Si imela to izkušnjo? Ja, definitivno. Tako da naj verjamejo vase, predvsem pa naj se obdajo z ljudmi, ki so podobno misleči. Tudi fajn se mi zdi, da najdejo nekoga, ki je mogoče sem par korakov naprej z idejo, kakor oni. Ne zdaj najdete nekoga, ki ima že ne vem, kakšno milijone vredno podjetje, ampak nekoga, ki je par korakov pred njimi, pa naj ga posnemajo, naj ga vprašajo. Mislim, da podjetniki smo vsi taki, da z veseljem delimo nasvete in pomagamo, če le lahko, tako da naj se obrnejo na kakšne mentorje ali pa tudi obstajajo te inkubatorji in pospeševalniki podjetniški, ki so namenjeni temu, da mladi dobimo neko brezplačno pomoč in nasvete. Rebeka, bi kaj spremenila, zdaj, ko si že, lahko bi rekli, izkušena podjetnica na tej svoji poti? Naredili smo kar nekaj napak, tako da ja, definitivno na začetku smo tako naivna miselnost je bila, nisem se jaz čisto točno zavedala, kaj sploh pomeni imeti podjetje in kako naj se vsega tega lotim, ampak se mi zdi, da so bili vsi te koraki, čez katere sem šla in napake, ki sem jih naredila, nujne, da sem zdaj tukaj, kjer sem. Boš ostala v podjetništvu? Ja, tudi upam. Po magisteriju in po tisti zelo komplicirani magistrski nalogi? Upam, ja, tak je plan. Kakšen je odziv trga, Rebeka? Pozitiven, ja. Ja? Predvsem me razveseli, da imamo veliko tudi povratnih kupcev, kar pomeni, da če enkrat nekdo kupi izdelek in mu je všeč, da bo potem prišel nazaj in ponovil nakup, to je zame največja potrditev, da so izdelki res dobri in da jim ustrezajo. Zdaj včasih tudi greva z Majo na kakšne tele dogodke, pa prodajamo na stojnicah in tam mi tudi kar zaigra srce, ko pride kakšna gospa, pa jaz začnem razlagati, ja, tukaj imamo pa medeno kozmetiko, pa tako, ja, nič mi ni treba razlagati, že vse vem, vas že poznam. Tako da, ja, zdaj smo si nabrali neko tako skupnost ljudi, ki nas poznajo in radi uporabljajo tole našo naravno medeno kozmetiko za nego njihove kože. Kje in kako vas dobijo? Torej, najlažje preko naše spletne trgovine www.bizmetik.com, pa da pomagam, ker marsikdo je zmeden, kako se črkuje tole ime. Ja, to, ja. Je BES kot čebela po angleško, torej BESMETIC. Ta končnica je pa od kozmetike, ne? Ja, to pa si že povedala. Tako, ja. Skratka, spletna trgovina. Zdaj tako? Pa greva pogled naprej.
A ne? Doslej ste bili uspešni, ste veliko razvili, ampak ne dvomim, da vaša podjetniška žilica vašega podjetja sega tudi naprej, ne? Da gledate tudi v prihodnost. Kam bo šel ta razvoj? Ja, res je. Ravno zdaj razvijamo 3 nove izdelke, za katere sicer še ne smem zaupati, kaj bodo, ampak naj samo povem, da sem res že polna pričakovanja, da jih končno postavimo na naše police. Tako da, ja, predvsem se trenutno usmerjamo v to, da razširimo ta asortimat izdelkov in pa hkrati, da bodo naši izdelki na voljo tudi v večjih fizičnih trgovinicah po Sloveniji. Že zdaj nas lahko najdete tudi v kakšnih fizičnih trgovinicah. Ampak ja, da se povežemo na ta način. Zdaj, kakšni malo bolj dolgoročni plani, torej ko nekako pokrijemo Slovenijo, so pa tudi tujina. Ravno to sem želela vprašati, namreč svet je postal globalna vas, ne? Ja. In ko smo na spletu, imate kakšne, ne vem, stranke, ali kako se reče, kupce tudi iz tujine že? Ja, imamo. Mene preseneča, kako navdušeni so predvsem kakšni, recimo iz Dubaja ali pa Saudije Arabije, tam, ki je med zelo drag in se ga težko dobi, in potem, če taki recimo pridejo kot turisti v Slovenijo in zaidejo na našo stojnico, pokupijo vse, kar imamo. Tako da to pa v Ameriki recimo so tudi zainteresirani. Smo tudi iz Madžarske že dobili kakšno naročilo, pa potem. Tako ne vem, kje nas najdejo, ampak jim pošljemo. Važno, da vas najdejo. Ja. In vi njihovo željo oziroma potrebo izpolnite. Ja. Rebeka, morda za zaključek samo še to, končuješ študij, boš ostala torej v podjetništvu, ne boš šla svoje profesije naprej? Ja, tak je plan, bomo videli. Ja, če rada, bi rada nadaljevala z mojo podjetniško potjo, ker iskreno me bolj veseli, ker pa me je navdušil ta študij. Kaj ni škoda vsega znanja, ki si ga pridobila? Ne? Ne, sej v bistvu, ja, mogoče so bile kakšne ure izgubljene za brez veze, ampak veliko tega znanja lahko pa tudi izkoristim na kakšnih drugih področjih, recimo to znanje kemije, biologije, branja, znanstvenih člankov, vse to mi pride prav tudi zdaj, ko sem se bolj poglobila v samo nego kože in ko dajem nasvete na področju tega. Kar človek zna, mu nihče ne more vzeti, ne? Ja. Rebeka Udvanc, najlepša hvala, da si bila danes naša gostja v Startup studiu na valovih Radia Robin. Srečno in uspešno še naprej. Ja, hvala Čebelica. vam za povabilo. Hvala. Tako. Radio